Prav lepo pozdravljeni v oddaji 35 let Slovenije. Tokrat je naš gost, osamosvojitelj Bojan Šoper. Govorila bova o pripravah na osamosvojitveno vojno, pa tudi o teh dogodkih, ki so se zgodili med samo vojno. Bojan, lep pozdrav. Hvala enako. Midva se že kar precej let poznava, oba sva veterana vojne za Slovenijo. Seveda, vi z bistveno več odlikovanj, kot jih imam sam. Ampak, preden se je začela vojna, ste bili vi verjetno vpeti v vojaško službo. Kako je šla vaša poklicna vojaška kariera? No, najprej sem služil v JLA, v šoli rezervnih oficirjev v Bileči. Iz Bileče sem šel na stažiranje v Karlovac. Po enem letu, ko sem prišel iz armade, me je pa žal že pokojni Matjaž Piškur, ki je bil komandant občinskega štaba, zaprosil, če se zaposlim na občinskem štabu Trbovlje kot referent oziroma načelnik za operativno-učne zadeve. To je bilo februarja leta 1977. No, takrat je tale občinski štab pridobil najsodobnejše orožje. Moram omeniti načelnika oddelka za ljudsko obrambo Vinka Usterja. Ta možaker je bil izredno zagret za teritorialno obrambo, je vzel torbo, šel po vseh firmah v Trbovljah, nabral velike količine donacij in imel je tudi zveze v samem Krgujevcu, v tovarni orožja in je šel kar z denarjem v Krgujevec in za teritorialno obrambo občine Trbovlje nabavil večjo količino avtomatskih in polavtomatskih pušk, tako da smo že imeli tem leta 1979-80 odlično, najsodobnejšo oborožitev tistega časa. Tudi marsikaka enota rezervna JLA ni imela tako sodobnega orožja, kot smo ga imeli mi. No, vzdušje v teritorialni obrambi je bil, moram reči, odlično. Mi smo razvijali smo v občini Trbovlje 33. brigado teritorialne obrambe. To je bil en bataljon v Zagorju, en bataljon pa prištabne enote v Trbovljah in en bataljon v občini Laško. No, jaz sem bil edini profesionalc v tej brigadi, drugače so bili pa v poveljstvu brigade. Žorž Viktor je bil poveljnik brigade, v bistvu so bili člani štaba samo vidni direktorji iz Zasavja, tako da smo zadevo kar dobro vodili. No, prva zadeva, kar se nam je pojavila in prvi indici strani republiškega štaba za teritorialno obrambo Slovenije pa vrha armade so se pojavili 85. leta. Že takrat? Ja, 85. leta smo mi pričakovali, predlog je bil, da bi se formirala divizija teritorialne obrambe. Nasprotno je pa bilo, da se je ta brigada ukinila. No, takrat je Aleš Gulič pa kompani smo protestirali, pa nismo nič dosegli. On je bil pomočnik političnega komisarja v tej 33. brigadi. Torej, ostali smo brez te brigade in samo še same na področju Zasavja so bile samo te enote lokalnega značaja. Tako da jurišni odred je bil največ, bataljona ni bilo več pa. Ker brigada je bila manevrska enota, ona bi po vojnih načrtih bi sodelovala v krilih in bokih iz armado v primeru takratnih vojnih načrtov, v primeru napada z vzhoda ali pa zahoda. Koliko je bilo tega orožja?
Koliko kosov? V občini Trbovlje smo imeli 1490 kosov orožja in 4 bojne komplete. Mi smo najsodobnejše skladišče izpod našega štaba. Vse je bilo vezano na policijsko postajo, ker je bila tu v neposredni bližini, tako da je bila ta zadeva 100% varna glede hranjenja in tako naprej. Do tistega verjetno ukaza o razorožitvi teritorialne obrambe, ki je prišel strani JLA, pa se mi zdi, da tudi takrat predsedstvo Slovenije že demokratične, na demokratičnih volitvah ni odigralo čisto prave vloge, kot bi jo mogoče pričakovali takrat. Ne? Zadeva je bila naslednja. Mi smo poveljnik oziroma komandant našega štaba Matjaž Piškur je 16. maja na sestanku na pokrajinskem štabu za Zasavje, takrat je bil vede poveljujočega pokrajinskega štaba, je bil major Rancinger. On je po liniji poveljevanja vsem komandantom občinskih štabov, torej so bili 3 Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, vročil ukaz o oddaji oborožitve. Ko je prišel komandant na sedež našega štaba, smo se stalna sestava usedli skupaj in smo rekli naslednje. Mi bomo naredili vse, da tega orožja ne bomo oddali. Ampak to je kršenje ukaza, ne? To je bilo kršenje ukaza. S tem, da je naslednji dan komandant šel zjutraj k županu občine Trbovlje, da sta se dogovorila, kako bo dana podpora o neoddaji orožja se strani občinskega sveta. Menardi je bil zagret za te zadeve, no in isti dan popoldne je bil občinski svet, je Menardi obrazlagal te zadeve in je pozval Matjaža Piškurja, da je prišel na samo sejo občinskega sveta in podal komplet ukaz, kaz ga smo dobili in tako naprej, in s tem je praktično občinski svet sprejel sklep, da trbovskega orožja ne bomo oddali. To je bila dobra osnova. Mislim, da je bil takrat tudi Slavko Kmetič, je bil aktiven pri tem. Je bil član občinskega sveta in je gorečo zagovarjal na občinskem svetu to zadevo, ker je imel tudi prav. Mislim, da je velika večina potrdila to. Bili so neki majga izjeme bilo, ko so bili malo v dvomih, so se malo strašili, drugače pa ni bilo problem. Na podlagi tega je šlo vse v sredstvo obveščanja, ne? Po Radio Trbovlje pa tako naprej, kaj je bilo. No? Isti dan, ko je Matjaž Piškur na občinskem svetu, sem se udeležil predsedstva Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije kot delegat, kot predsednik iz Trbovlj, in to smo imeli mi to sejo v Domu Armade. Prisotni so bili en general major, se ne spomnim, kako se je pisal, precej aktivnih polkovnikov, podpolkovnikov, pa vsi predstavniki iz vseh 60 oziroma 61 občinskih organizacij Zveze vojaških starešin. No, ko smo prišli do predzadnje točke tega skupa, sem jaz zignil roko, pa sem želel spregovoriti, se šel na oder in povedal zadevo, da smo se mi pač odločili, da orožja v Trbovljah oddali ne bomo. Posledica bila naslednja. En polkovnik, ko sem prišel nazaj sem se usedel, je prišel k meni in je rekel, kako lahko mladenič vojaško tajnost odkriješ in da javno govoriš,
proti republiškemu štabu in zvezdnemu vrhu JLA. Rekel, prosim te, 5 gor nazaj, pa se opravičiti. Rekel, jaz, kar sem rekel. In ta orožje pa so kupile naše firme, naša občina in ga mi ne damo. In pri tem je tudi ostalo. No, ni zadeva minila brez posledic. Naslednji dan je general Hočevar, poveljnik republiškega štaba za teritorijalno obrambo Slovenije, zahteval od poveljujočega pokrajinskega štaba Rancingerja, da se mene kot pripadnika stalne sestave občinskega štaba Trbovlje ustrezno kaznuje. Rancinger je to prenesel mojem komandantu in Piškur je bil v bistvu prisiljen, da mi je napisal pisni opomin in tako sem dobil pisni opomin, pač ma se dogovorila in ta opomin je pa mogel poslati nadrejenemu Rancinger pa na republiški štab, tako da baje, da so bili komentarji, da je to premila kazen za dejanja zoper državo. No, tukaj bi še eno zadevo omenil. Jaz izhajam moj oče je bil v partizanih, narodni heroj Antonesko je bil velikrat pri nam na obiski. Jaz sem kot otrok že z odprtimi usti poslušal Antonesko, ta pokojnega Pikla, pa tele, ker so bili res borci, ne? In sem bil izjemno ponosen na njih. Z Antonesko je bil tudi večkrat pri nam na vajih, ko smo uprizorili napad na Trbovlje, ne? Ki je on po svojem scenariju, kako je takrat vodil, pa smo mi pa približno ta scenarij naredili. No? Kaj se je zgodilo? Antonesko je bil že v Beogradu. Pokliče mojega očeta in mu reče naslednje. Da ti svojega popca malo roke prim, ker če bo te zadeve zoper državo nadaljeval, ga čaka strogi zapor. In to govorimo o letu 1990. 90, 4 dni po 16, to je bilo tam okrog 18. maja 90. Ne. Hočem reči to, ne. Vse te, vsaka jim čast, ne. So bili narodni heroji, veliko naredili za to Jugoslavijo. Niso bili pa, po mojem mnenju, prav zagret za Slovenijo. Ne. Iz tega sem jaz sklepal, da je bilo sam enostransko, ne, kar pa tudi ni prav. Ne. Redki smo bili, da smo se upali izpostaviti takrat, pa No in kako je, verjetno je vojska prišla s svojimi kamioni potem tudi v Trbovljah. Vem, da je v Zagorje in Hrastnik prišla in so tisto orožje odpeljali na skladiščenje v kasarne, ne? Tako je. Kako je bilo po Trbovljah? V Bežigrad. No, pri nam so prišli, pa nismo oddali, ne? So prišli kamioni, smo rekli, ne bomo oddali in smo mogli po ukazu nadrejenega zavarovati iz stražo. Tako da smo stražarska mesta, pa da smo stražili, Hrastnik pa Zagorje so oddali, pokrajinski štab za teritorijalno obrambo Zasavja je pa oddal orožje zvečer, v petek je prišel telegram od predsednika predsedstva Milana Kučana, da se orožje ne oddaja več. Ampak malce pozno, ne? Ja, ne, malce pozno, ampak drug dan zjutraj je pokrajinski štab kljub temu oddal orožje. Kljub temu? Kljub temu, ker je bila dikcija, ukaz nadrejenega je treba izpolniti. In so oddali orožje pokrajinskega štaba. Ne. Je to šlo za veliko kosov orožja? No, tam okrog 600 kosov nekaj tazga je bilo. V Hrastniku, v Trbovljah, v Zagorju je bilo po koliko orožja? V Hrastniku je bilo okrog 650, v Zagorju pa tudi tam nekje. No.
Sam moram reči tako, da v Hrastniku po Zagorju sta bila oba skladišnika, ne? Majcen Božo, pa Burklic v Zagorju, najbrž ga poznate, ne? Ja, Oba, ne? No, te dva sta se pa res izpostavila in sta pod pretvezo usposabljanja v bistvu kradla svoje orožje iz Bežigrada. Potem nazaj. Nazaj pa v zaboje namesto orožja kamne naložili, da se je videl, da je malo težje, pa tako naprej. Tako da sta kar dober procent, točno ne vem koliko, ampak kar dober procent tem do meseca decembra 90 ukradla in pripeljala nazaj, tako da je del tega orožja prišel nazaj. In kaj se je pa v Trbovljah dogajalo potem, ko so šli pripadniki JLA z dolgim nosom nazaj ven iz Trbovlj, torej s praznimi kamioni? Vi ste stražili tisto orožje, ampak verjetno je to kar precej rizično bilo, ker je bilo to na enem mestu. Ja. Ker potem ste pa nekako iskali hranitelje tega orožja. No, še prej, mi smo imeli iz pokrajinskega štaba kar naprej nadzore. Iz republiškega štaba smo imeli nadzore izvajanja varovanja, kako se izvaja, ne? In edina napaka je bila, ko so jo odkrili gospodje polkovniki, ne? Da imamo posle zložene, da del straže ne počiva. Glede to, ko ste omenili, pa kako je naprej. Zadeve so se stopnjevale. Republiški štab je še zmeraj vztrajal, da je treba orožje preseliti na varne lokacije, kao da ni varno pri njem, ne. Kasarne JLA, ne? Ja, kasarne JLA pod njihovo, ne, in s tem, če bi 100% uspeli to, oni bi mi lahko kar enostavno ne osamosvojitev pozabili, ker dejansko ne bi imeli nič. Bi imeli samo lovsko orožje. Tako, lovsko orožje, pa kar je imela policija, pa neki imajo upravni organi, pa še celo tam so nekateri oddali, čeprav niso bili pod tem ukazom. To je pa sekretar za ljudsko obrambo Janša preprečil takoj, ki je zvedel in je dal depešo upravam za obrambo, da naj ne oddajajo orožja, no to je bilo precej trofejno orožje, pa pištole, pa to za narodno zaščito. In v tisti prvi, koliko orožja se je takrat od celotnega obdržalo? Torej, da, v Sloveniji od teritorialna obramba iz tem trofejnem orožjem je imela približno tam blizu 100,000 kosov. En trofejno orožje so se že prej oddajali, MOS-40 pa tako naprej. Skratka, v Trbovljah smo imeli 5% vsega orožja v letu 90 za celo Slovenijo. V celi Sloveniji je bilo pa tam 25-26 tisoč kosov orožja. Tukaj je bil sposoben. Teritorialcev nas je pa bilo 60 tisoč, ne? Od tega vam moram povedati, da nas je bilo samo 550 profesionalcev. Drugi je pa vse rezerva. Ne? In na tem je Slovenija. To je bila dejansko ljudska vojska. Ne? Ljudska vojska. Vsi prebivalci so rekli, teritorialci, to so pa naš. Ne? Poznali teren. Tako, vse. No, potem je pa prišla jesen, ne? In z jesenjo se je šele formirala ta tako imenovana manevrska struktura narodne zaščite. To je v bistvu konec avgusta se formirala. Ne? To manevrsko strukturo je vodil Krkovič, ne? Njegova nadrejena sta bila pa sekretar za obrambo pa notranje zadeve. Ne? Igor Bavčan in Janez Janša. Tako je. In moram reči, da je naredil kar dobre projekte, ne? Kako zadeve v tem obdobju reševati. Zdaj, nekateri so nova poveljstva formirali, mi rečemo v Trbovljih, ne, smo ista sestava, smo bili isti sestav, razen te rezervo,
smo tisti, ko so vedeli za tiste, da so sodelavci UDBE, pa tako naprej, smo jih malo izločili, ne? Da ne bi podatki uhajali stran. Predvsem je bil pa težišče na tem, da ko smo začeli v mesecu konc septembra, začetek oktobra, izvajati disperzije po kmetijah. Rečemo. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo v toku noči s tamičem, 3-4 smo bili, nosili orožje noter, strelivo in vozili po noč tajno na lokacije kmetov. Ki jih je bilo potrebno prej pridobiti. Jih poznati. Ja. Kako je to potekalo? No, to je pa mene komandant Piškur, je rekel: Bojan, ti si operativc, poznaš teren, poznaš ljudi. Vsem tem 6 sem šel osebno se pogovoril, da so zadevo sprejeli. Ampak to 6 na zasavskem področju, ne samo v Trbovljah. Na področju Trbovlja. To je 6 v Trbovljah. 6 v Trbovljah. In teh 6 je imel 1450 kosov orožja, pa 4 bojne komplete. Kaj to pomeni? Tudi municijo, ne? Strelivo. Tudi strelivo. Ne? Smo pa naredili, če v teli knjig noter je lepo napisan, ne? To je ta mislim, knjiga, da je Piškur dobro idejo imel, ne? In vsak hranitelj orožja je imel v zapečateni kuverti spisek vojaških obveznikov, spisek orožja in streliva. Enak spisek je imel vsak poveljnik enote. Zakaj? Ker smo pričakovali, da bo stalno sestavo likvidira armada, pa da bodo poveljniki enot sami izvršili mobilizacijo svoje enote in se mi vzeli pri kmetih orožje in strelivo in tako oborožili enoto, pa bili pripravljeni za obrambo. Bojan, kako rizično je bilo za teh 6 omenjenih kmetov, za njihove družine, da so imeli tam praktično tajno skladišče orožja teritorialne obrambe, ki bi se uporabilo v primeru obrambe Slovenije? Kako je bilo to za njih stresno? Kako je bilo to naporno? Pa so izkazali zaupanje, torej so naredili tisto, kar si ti od njih pričakoval? Seveda so, moram pa reči, da se v bistvu sploh jaz nisem zavedal takrat, kaj sem tem ljudem naredil. Če se bi zadeva ne bi odvijala tako, kot se je, vključno s plebiscitom, da smo na pravi poti, bi po takratnih vojaških predpisih vsi te hranitelji orožja, njihove družine, pa mi organizatorji, dobili 25 let strogega vojaškega zapora za izdajstvo države, vkolikor bi nam uspeli priti sploh do vojaškega sodišča. Da nas bi že prej likvidirali, ne? Ker bi bila velika verjetnost. Ne? In lažje bi bilo, rečemo, 62 občinskih štabov, je to v bistvu 14 občinskih štabov v celi Sloveniji, ne? To naredilo. Ne? Tako da... Kaj pa jim dol? Ja, jaz pravim, po vojni, ne, sem se boril z vsemi 4, da bi status uredil tem kmetom, da bi imeli nedoločene bonitete. Smo pisali in Janši in Bavčarju pa ni bilo nobenega pravega odziva. Mogoče bi bilo kasneje, ampak te bi mogli biti, ali bi oproščen davek, ali bi enoletno nadomestilo neki dobili, saj za zahvalo. Pa še mogoče kakšna visoka odlikovanja, ne? Mislim, da bi en častni znak svobode čisto vsi kmetje, hranitelji orožja mogli dobiti, ker dejansko te so se izpostavili za dobrobit naše zlate Slovenije. Tudi njihova družina, ne? Ker so morali molčati. Ne? Seveda. Otroci verjetno njihovi niso vedeli, ne? Da se kje v hlevu skriva. Seveda.
Pa verjetno kdaj tudi naleteli na kakšno skladišče, pa so morali molčati. So saj veterani, imajo status veterana vojne za Slovenijo? No, to smo se pa, edina stvar, ko smo se zborili, je pa, da imajo nosilci pa soproge njihove, da imajo navaden status veterana vojne za Slovenijo in to je vse, kar je. S tem, da, poslušajte, da so konec septembra, začetek oktobra to sprejeli, pa so hranili do junija 91. To ni 2-3 dni, to je 7 mesecev, skoraj 8 mesecev. Veste, kako to pomeni? Bojan, v tem času, ko je bilo to orožje že skrito na različnih kmetijah, vem, da je bila saj moja enota, katere del sem bil, iz Zagorja, na vajah na Zasavski Sveti Gori, kjer smo menda varovali spisek nabornikov. Takrat se je že Slovenija nekako odločila, da mogoče ta del Slovenijo še pošilja svoje nabornike, dlje pa ne, mogoče še malce Hrvaške. No in mi smo to varovali in takrat smo bili kakšen teden na teh vajah, na varovanju teh dokumentov in prvič stražili z pravo municijo. In jaz vem, da sem takrat vprašal poveljujočega, proti komu pa mi to branimo, proti tistim, ki imajo na svojih čeladah, kapah rdečo zvezdo. So rekli, ja, proti JLA. In jaz vem, da sem takrat snel svojo kapo TO, kjer so bile našite rdeče zvezde in ni nas bilo veliko, ki smo to kapo sneli. No, za domov pa smo dobili potem tudi kalašnike z municijo, mislim, da kar nekaj municije, streljiva, in to zavito potem, kot smo rekli, domov smo prinesli, da ne samo šunko, ker so bili otroci radovedni in to smo potem imeli vse do vojne, pa tudi še nekateri po vojni. Torej, del tega orožja se je potem nekaterim razdelilo tudi na hranjenje doma, pripadnikom teritorialne obrambe, nastajajoče Slovenske vojske. Je bilo tako, ne? Tako je. No, to v zvezi s tem. V vseh 3 občinah, občinski štabi so imeli enote za protispecialno delovanje. Vi ste imeli vod, ne? Mi smo imeli četo v Trbovljah, ne? In 3. decembra 90, na to temo, ne? Mi smo imeli na bivšem partizanskem vrhu oziroma zdajšnji Sveti planini, ne? Smo imeli celo četo in jaz sem dobil od pokrajinskega štaba ukaz, da 3. decembra zvečer pripravimo celotno enoto za premik. Smo razdelili bojno streljivo, smo šli v kombije in se pripeljali v Celje na Majstrov. Na Majstrov je bil poj kasneje, smo vdrli v ta objekt in to je bil dijaški dom prej. No, in bili v pripravljenosti, da bi zavarovali objekte v občini Celje, da ne bi armada vzela vse te naborne dokumente oziroma vojaško evidenco. Tukaj smo bili v operativni skupini, ko jih je poveljnik Krajnc imenoval Žalc, Celje pa Trbovlje. No, in mi smo bili en teden v pripravljenosti, da bi za enoto en del varovanja naredili, pa na srečo ni bilo treba, ne? In smo se po enem tednu nazaj vrnili. Moram pa reči to, da od teh pripadnikov, pa so bili v specialni enoti, je bila tišina, takrat, ko smo začeli orožje oziroma streljivo talati, ne? Nekateri so šli tudi malo tako. Računite, da to je bilo začetek decembra. Plebiscit je bil pol čez 3 tedne, ne? Tako, 22. ne? Tako je, mi smo se pa že šli zadeve, kako bomo zavarovali, da ne bo prišli do
Armada je imela pa interes, da zapleni vso evidenco. In to je bil načrt, da dobimo orožje, da ga ima vsaj ta specialna enota doma, nahranjeno. V primeru poklica. Tako je. Od takrat naprej, ko so se vrnili nazaj iz Unga, so imeli do junija pod orožje, tako kot ste rekel, in streljivo bojni komplet doma in sistem samosklica, da je enota bila v 2 urih bojno pripravljena. Takrat so še kurirji prišli, ker telefonov še ni bilo pravih. Vem, da so tudi meni na tisti dan, naslednji dan po razglasitvi osamosvojitve je prišel kurir, seveda sem ga poznal, potem se posloviš do vseh domačih, vzameš kalašnikov in greš na svojo bojno enoto. In to je bilo verjetno zelo pomembno, ker ko so se začeli napadi na Slovenijo strani JLA, je bila vsaj določeno število Slovencev, pripadnikov teritorialne obrambe, oboroženih in smo pa čakali tam, kjer smo mi v Zagorju. Zdaj se bova pa dotaknila pa enote, kjer je bilo vroče med vojno v Zasavju, torej napad na JLA, raketiranje oddajnikov na Kumu. To se je zgodilo 2krat. Kakšen je vaš spomin na to? Mi, ki smo v dolini to slišali, te prelete letal, mislim, da je prebil zračni zid. Vem, da ste takrat govorili, to je pa desant zdaj bojo spadali, prileteli, ampak je šlo za raketiranje, no? Kaj se je takrat zgodilo? Zadeva naslednja. Mi smo predvidevali, da bodo desanti na vse oddajnike. In to so imeli tudi armada v načrtu. Trenirali so 3krat tudi Kum, kako bi desant izvedli. In na podlagi tega smo mi mobilizirali vod krajevne skupnosti Dobovc že 3 dni pred vojno. In ta vod je posedel položaje okrog oddajnega centra z namenom protidesantno obrambo. Torej, če bi prišli vojaki. Tako je, če bi prišli vojaki z desantom, da bi to obranili. Na dan 28. Smo imeli pa že predhodni vpoklic lahke topniške baterije. Pred enim mesecem nazaj smo vpoklic naredili kao za usposabljanje. In ta baterija je s topovi pa Brovingam se pripeljala gor na Kum. Tam v 1:30 so začeli nivelirati topove pa Brovinga. Malo čez 2 je pa prišli do te zadeve. Poslušajte, tukaj je bila dve največje napake smo mi naredili. Prva napaka je bila, da ljudje oziroma naši pripadniki niso imeli čelad pa zaščitne opreme. Druga največja napaka je pa bila, da se ni upoklicala enota za vizualne opazovalnice, da bi pravočasno bili javljeni naleti letal in helikopterjev. Zakaj do tega prišli? Tukaj so Gornji Vrh malo zatajili. To bi mogli že prej narediti in zaradi tega je tudi prihajalo do teh anomalij. In poglej, problem je bil iznenaden napad. Z letalom? Z letalom. Katerim? Orel, 23 mm so strele in kaj je bilo, ko je po tistih oddajnikih, ki je plastika, ko je s 23 mm probojnim naboj in je to vse letelo okrog in okrog. Bolj je bil navarna tista plastika, kot sam naboj. In to plastiko je praktično dobil žal pokojni Starina v glavo, in je bil
poškodovan izredno, ne, tako da Kot invalid je potem kot invalid živel še je nekaj časa. posledično v letu 2004 umrl. In ima grob na Dobovcu. Ne? Ima grob na Dobovcu. Tukaj bi pomenil eno stvar. Mi smo ga takrat pokopali z vojaškimi častmi. Jaz osebno sem nosil njegovo žaro. Od teritorijalne obrambe smo zahtevali, da bi bil pogreb z vojaškimi častmi iz častno enoto Slovenske vojske, ne? Pa so nam odklonili. Ne vem zakaj, ampak na pogreb je pa prišel Janez Janša pa Krkovič sta prišla na pogreb. Od ostalih prisotnih takratnega vodstva pa nobenega. To si jim takrat zameril. Mislim, da je takrat še predtem, ko se je urejala njem v hiši, skromni hiši kopalnica, da je lahko upravljal osebno higieno, tisto osebje, ki je skrbelo za njo. Mislim, da je takrat enkrat tudi prišel Janez Janša in so takrat nekaj tudi finančno pomagali, da se je to izpeljalo. Mislim, da je Ministrstvo za obrambo izredno pomagal pri obnovi te hiše, plus tega se je nabavilo vozilo za njega, karavan, 4x4 Subaru, da so ga lahko, kadar ni bilo rešilca, pripeljali do zdravnika, pa tako naprej. To mislim, s tem, da smo mi tudi po firmah v Zasavju, jaz pa Perdi sva hodila okrog, pa donacije nabrala, tako da smo s prostovoljnim delom obnovili to hišo, notranjo opremo. No, tukaj moram poudariti, da je komplet kuhno pa jedilnico so pa naredili v Radečah v prevzgojnem domu. A res, da? Ja, šef mizarske delavnice je bil naš pripadnik, je bil poveljnik čete v Rimskih Toplicah in je nagovoril direktorja, da so oni naredili pa zmontirali v hiši. No, in zdaj, če se vrnemo nazaj na tiskum, tam gospod Starina je bil huje ranjen, pa še nekaj drugih je bilo ranjenih. Vem, da je takrat tudi zdravnik, ki je bil dežuren, gospod Fakin, ne, je takrat pomagal pri oskrbi teh ranjencev. Kje ste bili pa vi takrat? Evo, jaz sem pri prvem napadu. Ja, pri prvem napadu sem pripeljal gor. En top sem iz mojim džipom vlekel. Pa sem bil pa že na poti malo od Garmoša naprej, ko je začel pokati nekomu. Sem se takoj vrnil gor, nekom, in začel sanirati zadeve. In sicer sanirati v tem smislu, da smo baterijo pa vodobovc, da so prišli na kup, pa da je tistih 7 ranjencev, to 8 je bil Nrboj Starina, tistih 7 ranjencev, da je doktor Fakin, on je bil načelnik sanitete pri nam, da je pregledal in da smo jih začeli z gasilskimi kombiji voziti v bolnico. Gospod Fakin tudi potem pred leti minister za zdravje. Ne? Ja, seveda, on je bil načelnik našega poveljstva za saniteto. Ne? Vojsko pa tudi malce umaknili, ne, od oddajnika. Ja, pol sem videl, kakšna je situacija. Jaz nobene zveze nismo imeli. Edino zvezo se jaz imel iz mojega džipa, ki je bila UKV zveza, da sem s poveljnikom Piškurjem lahko komuniciral in mi je pol odobril mojo odločitev, da je šel ta prvovod Lubovc, se izvršil premik v Lontoš, čez par ur pa tudi lahka topniška baterija v Lontoš, da so se preselili. No, glede na situacijo, kakor je bila, ne, pa zaradi bojne morale, sem se odločil, da ostanem na Komu. Z mano je bil moj šofer, Hribernik pa Fakin samo. Mi smo ostali na Komu edini. Da smo malo moralo odzigli. Ker vojski, ja.
lahko je biti po bitki general, ampak ko ti vidiš, kakšno je stanje v enoti, rečemo, poveljnik voda krajevne skupnosti Dobovc, je bil Dolinšek Marjan. Ne? Poveljnika noben od ranjenih ni videl. Ali se razume, vsak ima dobre pa slabe lastnosti. Jaz ne bom rekel, da me ni bilo strah. Ampak nisem smel pokazati, ker sem bil nadrejeni. Ne? In to pol ljudje cenijo. Ne? Kasnej, ne takrat. Tisti borci noter, ostali pa, da nam rekel koga. Ne? Ampak zgodil se je potem še, morala se je nekaj zrasla, zgodil se je pa potem še nekaj dni kasneje drugi napad. Drugi napad, pri drugem napadu je bilo pa, To je bilo pa reketiranje 2. 2. julija že. 2. julija, no takrat je pa reketiranje in naš fanti so streljali na avion in kupolo je iz aviona odvrgel in to je edini spomin, kakor ga imamo na to osamosvojitveno vojno. Kako nekateri, ne, tisti, ko niso bili zraven, ne, vsi vejo se, ne, vsak po svoje nekaj razlaga, ne, kako je bilo nekomu, zakaj je bilo, pa tudi zaradi te kabine, ne, to so pol te piloti, ko so prišli gor, ko so prestopili, ne, so v Cerklje preverjali to, ne, pa res ugotovili, da je bil zadet, da ni v treslaju padel, da se je kadil noter, zaradi tega je pa pol odvrgel kupolo, ne, samo je začel kaditi. Ne. In to so pol te fantje zvedeli, so klicali v Cerklje, pa da so zvedeli, kako in kaj. Ne. No, recimo, če greva zdaj stran od kuma, vi ste bili aktivni tudi, mi vsi, ki smo bili takrat v enotah, smo slišali od nekih specialcev, da bodo specialci prišli iz Niša ali pa iz kjerkoli drugje, specialci JLA, in smo to nekako varovali, po 3 smo bili vedno na straži, na vsakih 6 ur smo se menjali, vmes smo lahko tudi kaj košarko igrali, če je bilo tisti prosti čas. To govorim za Zagorje. Tiste pomembne točke smo stražili, pa ves čas poslušali, da pa mogoče pridejo specialci, to pa ni kar hec. Ne? No in enkrat bi morali priti tudi v Slovenijo prek Zidanega mosta. No? Tam pa vi poznate to zgodbo. No, zadeva je naslednja. Ne? Jaz sem dobil od pokrajinskega štaba podatke, obveščevalne, da je na kompoziciji v Zidanem mostu, da so specialci, kateri želijo iz Zidanega mosta izstopiti iz kompozicije in da bodo zasedli zadevo Zidanega mosta in šli proti Celju. Po teh obveščevalnih podatkih je bila zadeva izredno kruta. Ne? Mi smo se pripravili na te zadeve temeljito. Ta enota za protišpecialno delovanje EPN je bila naša močna, to je bilo 150 fantov, ko so bili večina mladinci prostovoljci. Zbirali smo te fante, da so bili mladinci prostovoljci, mladi, zagnani in tako naprej. In smo iz Rečice pripeljali v Zidan most, naredili širšo blokado, nad kompozicijo je pa ta hrib Majlond, Obrežje se reče, gor sem pa razporedil en del enote in jim razdelil bombe. V primeru, če bi začeli streljati iz vagonov, bi oni te bombe dol zmetali. S tem, da je prišla specialna enota PEM policije iz Celja. Oni so bili v neprobojnih jopičih čelade in oni so naredili ožjo blokado. Jaz pa kot pripadnik TO, ko sem bil edin
pooblaščen za pogajanja z varnostnim trikotnikom, dva teritorijalca odzadi in gram pa čez most pa do vlaka. Ki je bil tam ustavljen. Ki je bil tam ustavljen. Tam je bil na stranskem tiru. No, in jaz sem iz pripadniki JLA v pogajanjih dosegel, da so se predali. Če se ne bi predali, če bi začeli to najhujšo varianto, bi letele bombe dol. Srečo smo imeli, da se je zadeva tako pozitivno končala. Da je bil poveljnik dosti razumen, ne? Mislim, da je bil dosti pameten. In kaj se je zgodilo potem s tistimi specialci pa vojaki? Smo pa ugotovili, da je bilo 12 oboroženih noter in to so bili podoficiri pa oficiri, pa istočasno inštruktori v tehnični šoli vojaški v Zagrebu. Ostali so bili pa dijaki 4. letnika te vojaške šole. Miličniki so pregledali komplet vagon in zaplenili 14 kosov orožja. In zapakirali pa poslali jih naprej proti Zagrebu. Aha. Tako da niso ne zapirali, ne nič, tako da se je srečno išlo. Srečno se je šlo. Oni so se vrnili domov, Slovenijo zapustili. Kaj pa tiste poveljajoči kader iz tistega vlaka, so šli v zapor? Ne, niso šli. Tudi domov, samo brez orožja. Brez orožja pa smo jih spustili. Nismo jih v centre dali. To je bila odločitev policije, ne? Da je pač, ker so tu častniki pa počasniki kot učitelji, ne? V teh, ni to ena bojna enota pa. No. Tam blizu Zasavja je bilo tudi, lahko rečemo, vojaške toplice, rimske toplice. Ja. Tudi tam, ne, je bilo potrebno ukrepati, vendar pa, ker je to na nek način zdravstvena ustanova, so pa spet druga pravila, ne? Ja, tam so imeli velik problem, ne. Velik problem je imel ta poveljnik enote, to je bil stotnik Mejač Ferdo, ki je za Stalina ta zrihto opremo, ne. No, in oni so imeli blokado do kraja. Mislim, do še en teden, 14 dni po sprejemu Brionske deklaracije. Tam je bil obveščevalni center JLA, tam so bili sam pripadniki JLA praktično na preventivi, ne? In mi smo se mogli ravnati po mednarodnem vojaškem pravu. Nismo smeli to napadati, ne? Ker je to v bistvu pod Rdeč križ zadeva šla. Ne? Ampak, ki vam pa zdaj nekaj povedal. Veliko teh delavcev, zaposlenih tam, od vrtnarjev, fizioterapevtov, kuharjev, so podpisali prestop v teritorijalno obrambo. Nekateri so se tega držali, vsi pa ne. So še hodili kar v službo. Se razumejo? Na 2 veji so se držali, ne? Kjer bo zmagal, ti bo pa, ne? Sam ne vejo pa, da imamo mi te evidence, ne? Pa so se pa vsi zaposlili, ne? Na dopolnilno formacijo. Leta 96 so jih pa tiste, ko niso imeli kam dati, tudi te sporne, ne? Jim dali penzijo. In sicer vam primer povedal z enega vrtnarja. Vojsko je dokupil, da je imel 25 let delovne dobe in so ga dali v penzijo s 85% osnovo. Sem vam vse povedal. Ja. To so za teritorijalce, pa ni poskrbo, ne? Zanimiva zadeva, ne? Namesto, da bi rečemo, ne vem, ponudil, tako kot so del policije oziroma udbe
dali tudi administrativno penzijo, ne, bi lahko tudi, ne vem, da pa ni nobenega bilo za naše. Ni pa na tem področju v Rimskih Toplicah nikoli prišlo do streljanja potem, ne? Ni prišlo. Je pa še kakšna druga akcija bila v Zasavju, pa blizu Zasavja, ki je pomembna, tudi neko orožje je bilo potrebno, skladišče orožja, ne, zajeti. V Zasavju je bila republiška rezerva minsko-eksplozivnih sredstev. V rudniku, zapuščenih rudnikov v Zagorju, pa v Trbovljah so bile večje količine minsko-eksplozivnih sredstev kot republiška rezerva. Aha. In tudi v današnjih časih bi mogli to bolj uporabljati, da je to 200-300 metrov pod zemljo, tudi s temi droni ne morejo nič narediti. To je bila izredno pomembna naloga, ker v Zasavje ne bi mogli priti. Naš diverzantski odred je od Zidanega mosta pa do Trojan in proti Mariji reki. Smo vse pripravili, zavrtali in bilo vse pripravljeno za miniranje. Tako da ni bilo variante, da bi oklopno mehanizirane enote JLA prišle v Zasavje. Je pa, mislim, da smo nekaj spustila medva vmes. Končala smo pri občinskem štabu, ne? Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, pa je bil občinski štab tudi Laško. Ne? V Laško so tudi orožje oddali, to bi lahko veliko govoril. V tej knjigi sem zanelež, mislim, z določenim namenom tudi Laško omenil zato, ker v maju 1991 se je formiralo območno poveljstvo, 87. območno poveljstvo Trbovlje, ki je imelo vse tri zasavske občine, Laško in Radeče. Torej smo skupaj maksimalno mobilizirali 1700 pripadnikov. Tukaj je bila iz strani vodstva takratnega kar dosti velika napaka. Ker nekaj je. Mi smo bili občinski štabi, manjši, poznali teren, kar naenkrat smo pa postali v bistvu brigada. Te kadre smo sicer združevali, zvez ni bilo pravih, ne? Telefonske zveze pa tako naprej, zato sem jaz kot načelnik operative po pooblastilu komandanta Piškorja bil na vseh tistih punktih, kjer je bil problem, da smo mogli neposredno odločati pa usmerjati zadeve kako in kaj. Ne? To je kar hudič, ne? Ker take reorganizacije se ne smejo vrat na nos delati, ampak se morajo pripraviti. Zdaj so pa mi pa angažirali častnike pa podčastnike iz bivših občinskih štabov, da so bili kot izpostave. Ne? In računite, poveljevati 40 enotam je ob takih zvezah, ko smo imeli, težko. Izredno težko in neučinkovito. Verjamem. Ker, pogledajte, ne, ko smo KUM pa vizualne opazovalnice. Ne? Mi smo prej trenirali baterija pa enota za spremljanje zračnega prostora je bila vezana na center Zagreb pa Vrhniko. Ob napadu je bilo konc. To je bil nasprotnik. Nismo več nobenih informacij dobivali o naletu letalnih helikopterjev. Ja. Pa smo bili tem komuh. Sam vizualne opazovalnice pa pogleda, preden ko ker ti on javil, je bil že tam. Je že pokal, ne. To je kar problem, ne. Tako da, dajva še par besed o tem. Ko sem se jaz upokojil, sem se lahko 21 prej, ker mi pač priznajo 21 dni vojaškega udejstvovanja. Ja. Čeprav, če so zdaj oba iskrena, pa ne toliko kot jaz, kot naprimer vi, ki ste bili v to osamosvojitveno vojno vpeti bistveno dlje, ne? Tudi mi smo dobili orožje že decembra leta 90, potem se je zgodila vojna in še potem smo hodili
dokler so bili še pripadniki JLA v Sloveniji, tudi po osamosvojitveni vojni, še kar na ena usposabljanja, že v naše kasarne potem. Zakaj se kar naprej govori, 10-dnevna vojna ali pa samo 21 dni se prizna tega, da gaš lahko prej v pokoj, če vemo, da bi pravzaprav vojna trajala dlje, ne? V bistvu, Aj pa priprave na vojno. Za nas se je začela vojna maja 90, končala se je pa oktobra 91. Ko smo končali, ne? Dejansko, dokler ni zadnji vojak šel iz Slovenije, so bili mi v pripravljenosti. Skus so bila ena usposabljanja za primer obrambe ali pa napada, ne? Moram pa reči, da vsaka čast politikom, da so na Brionski deklaraciji to uspeli zadevo tako elegantno spalati, ker od začetka spod nismo mogli verjeti, da bo to. Ne? Da bo vojna še bolj eskalirala. Ja, Pa na srečo potem ni bilo toliko žrtev. Kako pa vi zdaj kot pripadnik osamosvojitvene vojne, tudi eden od najbolj aktivnih ali pa bolj aktivnih osamosvojiteljev, kako gledate na to, da ne samo o osamosvojitveni vojni, ampak tudi o slovenski samostojnosti, recimo otroci v osnovnih šolah, moji otroci, vnuki, tako malo izvedo ali pa čisto ob koncu šolskega leta, ko se vsem že malce po domače sanja bolj morje, ne? Zakaj nimamo večjega poudarka na to, da smo prišli do svoje države? Žalostno to, da resnično, da po 35 letih niso zadeve urejene v učnih načrtih, tako kot bi morale biti. Mi se trudimo pri Združenju častnikov in veteranih, da bi čim bolj strelno usposobili pa seznanili osnovnošolsko mladino oziroma strelno usposobili srednjošolce. Jaz sem zelo ponosen na to, da smo v naši organizaciji ZSČ Trbovlje uspeli letos pri vpisu v naborno evidenco, uspeli realizirati priprave in izvedbo streljanja z MK puškami in mislim, da bo to naprej. Bili so srednjošolci iz Litije, celega Zasavja, jih je bilo 180, streljali jih je pa tam okrog 120. Koncept bi morali nazaj narediti, da jih osnovni šoli seznanimo s tem zadeva. V srednje šole pa razmišljamo, da bi mogli od 1. do 3. letnika, da bi vsi se streljno usposobili s puško MK puško, 4. letniki bi pa streljali z večjim kalibrom, tako da, ko bo bili fantje in dekleta stari 18-19 let, da bi vsaj delno streljno usposobljen. Za kakšen primer? Tako je. Da, dokler ne bo naborništva, če ga ne bo, bo treba tem segmentu posvetiti večjo pozornost, da bomo generacije pripravili za najhujše primere. In spremeniti učne načrte, Tako da bodo že zelo zgodaj otroci, naši potomci, izvedeli, kako se je sploh Slovenija osamosvojila. No, moram povedati, da gremo po šolah, ne? Nekateri ravnateljice so zagreti, imaš pa tudi take, ko niso navdušeni na tem zadevam. Ne? In potem si pred eno bariero, katero bi mogel učni načrt, pa gor ministrstvo za šolstvo svoje narediti na tem področju. Ne? Optimistično gledate na novo vlado, ki se je sestavila, da se bo lahko to spremenilo, dopolnilo, da bodo otroci vendarle vedeli več o osamosvojitvi Slovenije, pa tudi o demokratizaciji Slovenije? Ja, jaz upam in pričakujem, da bo ta vlada na tem področju kaj več naredila, pa da bo čez 4 leta zadeva realizirana, kot si mi vsi želimo. Bojan Major, ne? Tudi s odlikovanji, na katerega ste pa najbolj ponosni, na tistega najvišjega, ki ste ga dobili državnega?
Ja, seveda, najbolj sem ponosen na častni znak svobode Republike Slovenije, to mi ga je takratni predsednik dr. Drnovšek dal na Brdu in mislim, da je to najvišje priznanje. To ljudje sploh ne vejo. Ne? Če greš brat pravilnikov priznanih, ne, je častni znak svobode enakovreden narodnemu heroju. Enakovreden. Sam ljudje sploh ne poznajo to, kaj to pomeni. To je, mislim, da je to res enkratno dejanje. Imam pa tudi najvišjo priznanje Zveze slovenskih častnikov, to je kipec generala Dolničarja in veliko čast mi tudi, da sem častni občan občine Trbovlje. Torej, da tudi drugi cenijo vaše delo. Hvala, Bojan Šoper, za vse, kar ste povedali. Hvala enako. Hvala pa tudi vam za pozornost in se vidimo naslednjič. Srečno.